Lepo pozdravljeni v zadnjem avgustovskem podcastu Odmev tedna. Tokrat komentirava dogodke z našim gostom, to je dr. Jože Plut. Dr. Plut, to pa ni bilo poletje kislih kumaric, ne? Dober dan vsem skupaj, seveda tudi vam. Ne, ni bilo tako prav zanimivo, ko ga primerjaš s prejšnjimi leti nazaj, ne, je bil avgust vedno tako. So bile teme, ki so vedno zadevale cerkev, pa kaj takega, ne. Letošnje je bilo pa čisto tako skozi dejavno obdobje. Na Škofova pridiga, na Brezjah so samo omenili, drugače je bilo to običajno top tema, pa potem še povezano vse, kar je s cerkvami, finance, pedofilija, zdaj pa to vse kar zamrlo, ne. Se pravi, družbeno-politične teme so prevladovale letos. Ja, no, glavna igralka je, seveda to je tudi pripada, bila in je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ne. Zdaj vse tisto, kar smo slišali, poslušali o naši predsednici, je že znano, bova pa vseeno malce obnovila, ampak to, kar je novo ta teden je, da so Ruparjevi upokojenci, stranka upokojencev Pavla Ruparja, zahtevajo referendum, na katerem bi lahko državljani in državljanke odločali o odpoklicu predsednice države Nataše Pirc Musar. Kot pravijo, se je nabrala vrsta afer, zadnja pa je sodu izbila dno. Ali je izbila dno zadnja? No, zanimiv izraz ste uporabila za predsednico republike, to je igralka, ne? Tako v tem smislu, ja. da je trenutno zelo popularna v naših medijih. Človek bi si želel, ja, da bi bilo manj igralskega področja, pa da bi ne igrala samo svoje vloge, kar se včasih zdi, ampak da bi dejansko bila predsednica vseh Slovencev. In seveda zaradi te afere povezane s to prometno nesrečo, z njenimi sopotnicami, z Rusinjo, ki je bila sopotnica, za katero se ne ve, kako je pridobila državljanstvo, ali res zaradi športa ali zaradi česa drugega, se pravi, ali zaradi njenih športnih dosežkov, potem celotne povezave, ki je ven stopila v tem obdobju tudi z njenim možem, pa gospodarskim poslovanjem z ruskimi podjetji pri transakcijami z nepremičninami, seveda tudi s financami, se odpira kar eno tako široko področje vprašanj, ki so seveda na mestu, ne. Pri nas se tudi pri vlogi predsednice pozna, da smo še mlada demokracija, ne. Nismo še v polnosti določenih stvari tudi uredili, tako da recimo tudi se pojavlja vprašanje, pod katerimi pogoji lahko predsednik ali predsednica, odvisno kdo je v določenem času, naredi kakšno tako dejanje, da bi moral samo po sebi se umakniti s položaja, ne? Se pravi, da bi ohranil neko moralno integriteto lastno in seveda same funkcije. Tako da človek tudi razume potem dejanje nekaterih političnih strank, vključno s to pobudo gospoda Ruparja in njegove upokojenske stranke, da bi vendarle razmislili o tem, kako bi od predsednice republike zahtevali njen odstop, ne. Skratka, cel kup odprtih vprašanj, ne. In verjetno se bo še naprej kakšnih drobnih stvari dotaknila. Glejte, vse je pa tako, temeljno dejstvo je, da so v demokraciji vse pobude legitimne. Pobude posameznih državljanov, pobude skupin državljanov, stranka, ne, in vse pobude, ki jih da, so spoštovanja vredne, jih je treba obravnavati, je treba pogledati kot na njihov izraz resnične želje, da se stvari uredijo, postavijo na svoje mesto, tako če zdaj v tem konkretnem primeru govoriva, da se jasno izkristalizira funkcija predsednika, kdo je torej lahko predsednik, kakšen mora biti predsednik, dejansko v kakšnem odnosu je lahko z državljani drugih držav, in hkrati seveda legitimna želja in pravica posameznih strank in njihovih predstavnikov, da zahtevajo, da določene stvari se postavijo v zakonski okvir. Recimo, pri nas nimamo nič dorečeno natančno, še tako, kot sem že omenil, v katerih primerih mora predsednik države odstopiti. Ali pa kdaj se lahko zoper njega ali njo skliče neko pobudo, ki bo tako močna, da bo predsednik moral odstopiti. Ja, ta ustavna obtožba, ne, impeachment, kot rečejo, ta je možna. Mislim, mogoče bi bila ta ideja Ruparjevih upokojencev lahko usmerjena v to smer impeachmenta. Lahko tudi referendum, ne, zdaj
da se vpraša vse volivke in volivce v tem smislu. Sej, če bi bil še ena točka, zraven malo se heca, na oktobrskem referendumskem dnevu, bi bilo zanimivo. Ja, seveda, drug vidik pa je, veste, da bi pri nas začutili to potrebo, da lahko nekdo za ta simbolna mesta, položaja v naši državi kandidira, ki je res ena taka celostna, integralna osebnost, ki bo dejansko brez težav in brez posebnih strahov dobro opravlja funkcijo predsednika države. In seveda podobno bi moralo biti tudi za ministre, tudi konec koncev tudi za poslance. Idealno bi bilo, ampak tam je že širši nabor. In da bi, če se v nekem danem trenutku odkrije, da se človek je pozabil, pa kakšne stvari morda lahko pozabi, tudi kakšno napako, ki je kdaj naredil v svoji mladosti, ampak to se tudi na nek način, mladost se hitro spregleda, se reče v redu, mlad je še bila, mlada je bila kakšna neumnost. Ja, danes je vse ostane na Facebooku. Vse na Facebooku in v Ameriki ali pa na Kitajskem ali pa v Izraelu, odvisno, kje so ti centri. In da bi si človek želel res, da bi bil na teh položajih nekdo, ki bi, ko vidi, da so določene stvari prišle na dan, in dejansko bremenijo njegovo funkcijo. In če seveda v tistih zadevah, ki ga bremenijo, bil dejansko aktivno udeležen, bi bilo nekako pričakovati, da bo sam odstopil. To bi bilo najbolj dozorelo dejanje. Ja, držijo se kot klopi. Ampak vseeno, recimo, če gledam tole sliko, to fotografijo, zdaj, če prav vidim, mislim, da je tu na srečanju skavtov bila predsednica, če pogledam tistega gospoda v ozadju. Taborniki po barvi. Taborniki po barvi, ja. No, ampak pač porodi se nam vprašanje, njej je sicer zdaj ta priljubljenost v nekih anketah malo padla, ampak mene zanima, v preteklosti smo imeli občutek, da se ona dobro razume s predstavniki cerkve. A je bila ona priljubljena v cerkvi? Se je hodila na razne dogodke? Kaj vi mislite? Kakšen je bil vaš vtis? Zdaj njeno zadržanje do cerkve je tako zanimivo. Se spomnite tiste zgodbe, ko so enkrat pred volitvam, pa že prej mislim, da spraševali glede njene vere, pa je rekla, da ni verna, da pa je vseeno bila botra zato birmanska, ker so jo prosili in da je župnik zato, čeprav ni verna, dal potrdilo o sposobnosti za botra. Skratka, to je ena taka tipičen primer njene drže. Se mi zdi, da skuša ohranjati eno tako držo do cerkve, na katero se obrne ali pa jo poudari takrat, ko je na nek način rabi. Se mi zdi pa fair, da saj občasno je bila na nekih dogodkih, ki jih cerkev organizira, Maši za domovino ali ona, ali pa njen mož, se spomnim, da je bil tako, da se mi zdi, da z tega vidika je odigrala to pozitivno vlogo. Se mi zdi pa, da bi tako široko držo, kot jo je imel nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je pa res se trudil, da je bil na vseh dogodkih, da ni bil pristranski, je šel na dogodke povezane z cerkvijo, na velikokrat bil je redno na stični mladih. Skratka, kazal je, da želi biti res predsednik vseh Slovencev. Tudi v Argentino je šel in tam je res doživel eno take milostne dotike te slovenske narodne identitete. Tako da ne vidim posebne njene bližine do cerkve, vsi konec koncev je tudi prav, da je na nek način profesionalna in da se drži te svoje veroizpovedi. In da se udeležuje tistih dogodkov, ki so povezani z državo, kot je Maša za domovino, srednjo, ko človek pa dejansko pričakuje nekoga tam, ki predstavlja državo, tudi če se deklarirano ne izraža kot član katoliške cerkve ali pa katerekoli verske skupnosti. Ampak če bi imeli ta referendum s takim vprašanjem, pač ali naj odstopi ali ne vem, kakšno bi bilo vprašanje, pa v tem smislu, kako bi glasovali verniki, po vašem mnenju? Večina mislim, da bi podprla to predlog, da naj odstopi. Tako je človek. Imate ta občutek med ljudmi? Ja.
je završala ta afera. Pa ne sem ta afera, veste, že se skozi nekaj vleče. A ne? Je pa res ena stvar, ki jo pri nas se mi zdi prav zopet, zaradi tega, ker smo mlada država, ne razumemo. Recimo včasih prebereš, ja, pa se je peljala s policijskim helikopterjem, pa je bilo to, pa je bilo to. Govorimo o načelnih stvarih. A ne? Se mi zdi, da ne razumemo tega, da če nekdo upravlja vlogo poslanstvo predsednika države ali predsednika vlade ali pa vsaj teh državotvornih institucij v določeni državi, mu seveda država mora zagotoviti neko možnost, da državo zastopa tudi s tem, da ima na uporabi poleg varnosti še prevozna sredstva, po moje bi morala biti tudi neke vrste predsedniška palača, kjer bi predsednik tudi dejansko noter bival. Mogoče letalo, Air Force One. No, kaj takega ne vem, glede na majhno državo, ampak bom pa povedal en primer, ki se nam je zgodil pred leti, še ko sem bil sam vojaški vikar. Mislim, da je bilo takrat, ko smo šli v Rusijo, ki je zdaj tako popularna, ko je bil prevzem te naše ladje, ki je zdaj največja ladja slovenske mornarice, in je bil med drugim tudi krst. In smo potovali z letalom, redno linijo, vsi iz Ljubljane v München, iz Müncha v Sankt Petersburg. In potem smo se nazaj peljali zopet vključno z obrambno ministrico, takrat je bila dr. Ljubica Jelušič, in potem pridemo v München in tam prideta še dva ministra s svojo delegacijo in pač ministri so bili eni v drugi klasi, nekateri v prvem razredu. Skratka, si predstavljate neko državo, in da pridejo recimo na letališče potem iz 3 različnih dogodkov, ministri, se to je dejansko pomeni, da država ne da nič nase. Veste, določene stvari je treba skrbeti, ne, za status teh simbolov naše države, kot so predsednik države, vlade, parlamenta, mora država poskrbeti, ne, in mora zagotoviti tudi prevozna sredstva. Tako da mene samo na sebi to nič ne moti, tudi seveda, če se kdaj malo karikiram, žena vozi z avtom, v kateri je minister, a ne. Druga stvar so pa čiste te privatne stvari, o katerih se pa da debatirati. Se mi zdi, na tem simbolnem področju premalo naredimo. Tu je morda pa bil predsednik Pahor malo preveč v tem smislu ljudski, da je pa premalo dal na to. Veste, moramo na mednarodnem področju znotraj države moramo skrbeti za te reprezentančne zadeve. Ne? Ja. No, zdaj nekdanji ustavni sodnik in prvi predsednik ustavnega sodišča dr. Peter Jambrek je pa tudi se razpisal o Nataši Pirc Musar in pravi takole: na podlagi javno dostopnih dejstev, poslovnih povezav in ustavno-pravnih določb je treba proučiti morebitna vprašanja integritete, nasprotja interesov in nacionalno-varnostnih tveganj, povezanih z ruskim poslovnim okoljem njenega soproga in ožjega kroga. Zdaj, tu se je seveda skliceval na ustavo. Zdaj, on je napisal, torej, on je iz članka, v članku je omenil vse te povezave, potem pa je seveda Gemini, to pomeni umetna inteligenca, na podlagi članka narisal to shemo. Ne? To shemo je naredila umetna inteligenca. Zdaj seveda ljudje si lahko to počasi vse ogledajo. Zdaj tisto, kar tu vidimo, je res veliko finančnih, političnih, pravzaprav vohunskih povezav, udbovskih, ne? Recimo Nataša Pirc Musar, zdaj se poroči z Musarjem, je prijateljica Viktorije Krivolutske, ta je 49% lastnica NetProShop, kjer je Musar direktor, ona pa prokuristka, in so seveda iz tega izhajajo na podlagi teh prijateljstev, skupnih naslovov in tako naprej in vohunskih zgodb, veliko interesnih vohunskih sfer. Ne? Zdaj tole si lahko ljudje počasi preberejo, da ne bova midva vse praktično obnavljala, ne? Ampak recimo Roman Jeglič je bil prijatelj Viktorije Krivolutske, zdaj tu se očitajo tudi neke vohunske afere, zdaj menda celo, da mogoče bi bila celo Nataša Pirc Musar vpeta v neke take zgodbe. Namreč dejstvo je, da o tem poročajo tuji mediji in tega se moramo bati. Tuji mediji v bistvu izpostavljajo. Ne? Zdaj, kaj v tej zgodbi je za vas najbolj sporno?
Zelo sporno je seveda, da predsednik države ima ob sebi namesto slovenskih strokovnjakov pa prijateljev recimo državljane druge države. Ne? Tudi če so ti državljani pridobili slovensko državljanstvo na kakršenkoli način. Predsednik države je simbolna funkcija, predstavlja državo navzven, tudi navznotraj, vemo, nima sicer velike moči, ampak ima določeno moč in seveda zato je funkcija predsednika države zelo jasno na nek način moralno in racionalno opredeljuje, s kom se on lahko druži. Eno so dogodki, na katerih je, ker se srečuje z različnimi mednarodnimi dejavniki in predstavniki držav, drugo je pa tudi na notranjem krogu. Predstavljajte si predsednika države, katerekoli države, da bi imel ob sebi stalno na dopustu v avtomobilu nekega enega, dva ali tri druge državljane. Ne? Se bi ga sami izvrgli, ne? Nekako nehigiensko je. Tudi če ne bi bilo nič povezano s kakšno vohunsko dejavnostjo. Zato sem sam že parkrat omenil, nekako bi si človek želel, da bi naši voditelji imeli tako notranjo moralno integriteto, da bi takrat, ko vidijo, da nekatere stvari gredo radikalno narobe, sami rekli dovolj je in bi se umaknili. Skratka, tega si človek srčno želi. Ne? Drugič, zdaj pri teh aferah in teh povezavah se zdi, da o njih toliko bolj debatiramo zaradi tega, ker je novica v naš dnevnik prišla iz Avstrije v povezavi, zdaj so seveda tudi še nemški časopisi, pa francoski, evropski in tudi ameriška. Amerika se je začela malo ukvarjati s tem, in zdi se, da zdaj je zadeva kulminirala samo zaradi tega, ker je to prišlo v tujino. Pri nas imamo skozi to dvotirnost, razumete? In se mi zdi, da bi zopet morali to razumeti. Ne? Ko je nekaj narobe, je narobe. Ali je to samo znotraj slovenske javnosti, ali pa pride to navzven. Mi bi morali torej ta mehanizem iskrene, pristne poštenosti in integritete vpeljati in tudi zahtevati od vseh naših predstavnikov. Od škofov, nas duhovnikov, seveda tudi na družbenem področju predsednika, od predsednice do predsednika vlad in vseh ostalih institucij, vseh vej oblasti. Veste, to je tako, kot da bi bil problem zdaj nastal, to je širša zgodba teh naših drž, kot da je problem nastal zaradi tega, ker je zadeva prišla v javnost. Ne? Se pravi, če bi ne prišlo v javnost, bi bilo še vedno vse v redu. Ampak tudi takrat ne bi bilo v redu. Zdaj seveda, ko je v javnost prišlo, pa smo začeli razpravljati. Ne? Pri nas bi torej morali vpeljati to držo poštenosti. To, da je predsednik države skozi v navezi s tujimi državljani in da z njimi prijateljuje in preveč prijateljuje, po merilih, je nek pokazatelj te vpletenosti. Poglejte, če to drži, kar je umetna inteligenca izkristalizirala, je to zelo žalostno. Pomeni, da imamo našo državo prestreljeno. Zgodbe so, če gremo recimo samo gledati gospoda Romana Jegliča. On je v bistvu se zaradi afere umaknil v Rusijo. Da je pobegnil pred pravnim redom, sodno obravnavo pri nas in kaj on je naredil, ko je prišel v Rusijo. On je nenadoma postal pa predstavnik enega slovenskega podjetja. Namesto, da bi torej bil sodno obravnavan pri nas, je dobil možnost iti v Rusijo in je dobil še službo za povrhu. Kar pomeni, kako so te službe vse povezane. Udba, Kučan, direktori, Stanič. Bomo zate vedno poskrbeli. In če bi se on že tako osebno umaknil, kot se mnogi umikajo, ko bežijo, kot posledica svojih nekih dejanj, jih človek razume. Kdo pa gre reči v ječo po svoje. Ampak da zato dobi še nagrado.
Ja. Da postane predstavnik enega slovenskega državnega podjetja. Ampak tu se zdaj pojavi vprašanje, tudi ta teza je bila objavljena v medijih, ne? Koliko je zdaj Nataša Pirc Musar, prek nje so se zdaj razkrile vse te zveze, midva zdaj o tem govoriva, ne? Te Kučanove povezave, stari komunistični direktorji, udbovci in vse to, koliko je zdaj ona ogrozila to mrežo. In ali ona tudi njih zdaj ogroža, ali bo morala že zaradi tega na nek način oditi. Je zdaj postala nevarna tudi za ta Kučanov krog. Ne vem, če bi lahko rekli, da je postala nevarna za Kučanov krog, ker te mreže so zelo široke, to je samo ena od mrežic, ne? Konec koncev. Je pa seveda zelo boleča za njihov krog, ne? Ker se stvari razkrivajo. Ker se vidi, da dejansko ljudje iz ozadja še vedno vodijo našo državo, vodijo naše gospodarstvo, vsaj te, bomo rekli, državne holdinge, in preko njih pokrivajo svoje ravnanje in na nek način plačujejo svoje ljudi, ki delajo tako, kot bo rekla za njih, in jih celo nagrajujejo in poskrbijo, da lahko potem tudi mirno pridejo nazaj. In živijo v lepih hišah in imajo še vikend blizu na morju drugih akterjev. Smo zadnje... Jeglič in Pirc Musar imajo, ne vem, 2 kilometra na razen vikenda. Ne vem, vse to je lahko samo slučajno, je pa zelo tak zanimiv pokazatelj. A veste, recimo, to, če gledamo pri nas, dejansko nismo prekinili leta 1991 z vsemi zgodbami preteklosti. V tem tednu je prišla novica ven gospe Stepanjana, ne, da so njihovo družino šele 95. leta, jih je Vis, oziroma poznejša Sova, je končala z neposrednim nadzorom njihove družine. On je bil obsojen za izdajo pa delanje takrat proti komunističnemu sistemu. Ne. To je vse pokazatelj, kako dejansko nismo prekinili pravočasno. In tudi potem razumemo seveda, da gospod Jeglič, pa zdaj imamo še kakšne druge, ki so se po 10 letih pojavili zopet v slovenski medijski javnosti, eden je bil celo Jegličev šef, a ne? Kako so vse te stvari povezane? In potem gremo pa seveda naprej, to se pravi, eno je obveščevalna pa protiobveščevalna dejavnost, druga je pa gospodarska dejavnost, tretje je pokrivanje kriminala, pokrivanje lastnih ljudi, ker so za nas delali, so nam bili zvesti, bomo dali nekaj časa v tujine, tu, kde se zgodba poleže, poskrbimo zanje, potem bodo prišli nazaj, bomo še vedno poskrbeli zanje. Skratka, vse se še vedno pokriva, tako kot bi imeli paralelni sistem vodenja, si najbrž ga imamo, ne? Ja, očitno ga imamo. Vodenja naše države. Ne? No, seveda tudi mediji. Ne? Spomnimo, da je Mladina objavila zdaj intervju s to gospo Krivoludsko in jo seveda pač povzdignila v neko prijateljico. Prijateljica, pred nobenih teh problemov ni bilo praktično izpostavljenih. Nenazadnje je zdaj na Blejskem forumu, ki se bo zdaj začel prihodnji teden, Nataša Pirc Musar bo tudi udeležena na eni od okroglih miz in si je ona sama izbrala novinarja Alija Žerdina, ki je tudi bil pač iz Kučanovega kroga, zdaj je na Delu, prej bil na Mladini. Ne? To niso naključja. Ne. Ti moraš poskrbeti, da te bodo novinarji vprašali te prave stvari in če ga nekoga postaviš, bo rekla še za neke vrste kvazi PR-ovca pri nekem dogodku, s tem pokažeš tudi, da želiš, da vprašanja pridejo do tebe zelo precejena, ne? Samo tiste vprašanja, na katere želiš odgovoriti, ali pa lepe stvari. In se mi zdi, da je res to en pokazatelj vseh teh starih sistemov, starih drž, pa ne samo novinarstvo, gospodarstvo, vidimo obveščevalne službe, vidimo tudi, kako deluje kako bi rekel, na izvršnih organih znotraj naše države, ne, ko greš na upravne enote, ko vidiš podjetje, ne, to so še vedno, za šalo povem, kako so prestreljeni z neko držo, z neko miselnostjo, protidemokratično, protipomladno in seveda tudi proticerkveno.
Recimo zdaj pri nas v moji župniji, ko obnavljamo eno staro zgradbo, smo kupili zato, da bomo lahko pastoralne župnijske prostore premaknili upamo, v nepoplavna področja. Smo pisali tudi razne podjetja in z parih podjetij smo tako simpatične odgovore dobili. Se sem vesel, da so sploh odgovorili. V naših podjetjih v skladu z notranjimi pravili, z etičnim kodeksom in pravilnikom o dodeljevanju subvencij in donacij podjetjem zelo skrbimo za nevtralnost in preglednost in ne dajemo nobenih subvencij in nič takega verskim skupnostim in za obnovo kulturnih spomenikov, ki jih izvajajo verske skupnosti. Tako, imaš en tak lep pokazatelj, kako preprosto ta miselnost v naši družbi je zelo navzoča, seveda jo pa ves čas tudi gojijo. Saj se financirajo, kot vse kaže, tudi z našimi državnim denarjem. Tukaj v ozadju vidimo še ruski denar, ki prihaja k nam in od njega živijo. Veste, če si pa ti odvisen od denarnega dotoka z ene države ali pa nekega predstavnika, ki je zelo povezan z vodstvom neke druge države, je pa očiten pokazatelj, da si od njih odvisen. In zdaj problem je pa nastane toliko večji, ko bi rekel, mednarodne finančne povezave gredo vedno svojim tokom, če je zraven pa nekdo še, ki je predsednik države. Pa njen mož, pa njeni prijatelji. Tako da tudi razumem, tako čisto človeško razumem, da seveda so se vključili zdaj vsi mediji z leve prominence, ki skušajo gospo Krivolutskojo, pa tudi predsednico države predstaviti kot nekaj lepega in da vse skupaj nič ni, da je samo na prijatelj. Ja, ali pa kot žrtev, Ja. V tem smislu, da so jo mediji, pa vlada, pa ne vem še kdo, so se spravili na njih, in da oni v resnici niso taki, da je vse nedolžno in nič pokvarjenega. No, ampak gledajte, zdaj, tako lahko beremo, je več posameznikov pisalo anonimko na KPK, ministru Matozu, na tožilstvu in podali so anonimno prijavo tudi zoper posameznike v zvezi s korupcijo. Vse pa v povezavi s to spletno stranjo Anti-Corruption, ki je seveda spet na voljo. In zdaj ljudje ugibajo, ali lahko pričakujemo kakšen nov posnetek, bomo videli, oziroma kaj se bo zgodilo, kajti ta vlada se je v predvolilni kampanji zavezala za boj proti korupciji in seveda tudi ustanovitev nekega novega organa. Skok ali kako to nekaj podobnega. STKOK. Torej, kaj zdaj lahko pričakujemo? Zanimivo je, da je ta zgodba prišla spet na dan prav v povezavi z zgodbo afere naše predsednice. Da je vmes bilo vse skupaj zaprto, kar pomeni, da je lahko eden od pokazateljev je tudi to, da želijo zopet pozornost od predsednice obrniti na drugo področje, tudi če bo korupcija, te ljudi, ki so očitno sodelovali v teh prisluhih oziroma posnetkih, ki so očitno avtentični. Njih so že na nek način odpisali, zdaj pa treba pozornost obrniti zopet na to zgodbo, da se ohrani dostojanstvo predsednice in vsega tega, kar je bilo prej v povezavi. Mislim, da bi bilo dobro, če so še kakšni posnetki, da pridejo na dan, in želel bi si, da res Komisija za korupcijo oziroma zdaj bodoči skok, ko bo nastal, upajmo, da bo res začel opravljati to svoje delo in začel tele stvari razkrivati in da se ljudi, ki so povezani s korupcijo, obravnava po pravnih postopkih in potem, če so res deležni oziroma če so res delovali tako oni, ki so to povedali, kot tisti, ki se jih omenja, ker to je na nek način kar huda zadeva, ker se, da recimo tukaj odvetnica ali pa bivša ministrica točno pove, kdo, za kakšen procent, in take stvari bi morale že
v enem globokem toku preiskovanja in upam, da tožilstvo že dela, da policija dela in da bodo zdaj dobili samo še dodatno argumente, da bodo in tudi, veste, tudi ljudske iniciative ali pa skupine, ki želijo te raziskovati, jaz take stvari podpiram. Saj drugače se ne bomo nikoli nič spremenili, bomo vse živeli, ves čas živeli v enem strahu, da nam denar na veliko odhaja, vemo, da odhaja, da se je celo prejšnji sekretar prejšnjega predsednika vlade, dr. Goloba, je javno govoril v medijih, koliko denarja se v Sloveniji opere samo iz Balkana in da gre za ogromna korupcijska tveganja, tako da ta skok mora ali kakorkoli se bo že imenoval, preprosto zaživeti in državi, organi pregona, od tožilstva do policije morajo zelo hitro opravljati svojo nalogo. Torej, ti nastopajoči, da tako rečem, to so pač te gospe, ki so prek, pa tudi gospodje, prek nekih makaronov razkrivali neke detajle slovenske korupcije, ampak te, o katerih so govorili, so pa v bistvu Zoran Janković, župan, lahko bi rekli vlada Roberta Goloba, kdo še pravzaprav, tudi Dars recimo, GEN-I, vse to so zdaj podjetja, o katerih se bo mogoče, lahko pričakujemo, nekaj zgodilo. Veste, zdi se, da so podjetja, ki so v državni lasti ali pa paradržavni lasti, vidimo tudi poskuse nekaterih, da bi direktorji določenih državnih podjetij skoraj postali kakor lastniki te firme in da bi popolnoma razpolagali brez nadzornih mehanizmov z finančnimi tokovi. In zato je seveda zelo pomembno, da te stvari se razkrijejo. Tudi recimo zanimivo je, ko so se ravno predvčerajšnjem peljal na Žale, sem imel en pogreb, ko greš mimo Stožice, takoj ti butne, ko se po novogradnji zarašča Jevša in tako dalje, ti takoj butne afera, tiste, ki smo jo poslušali, vključno s tistimi, ki so izgubili življenje tam zaradi finančnih manipulacij. Ja. In potem vse ostali, odpisi dolgov, vzporedne firme, ljudje, ki odkupujejo njihove dolgove, očitno v njihovem imenu in tako dalje. Preprosto je naša družba prepletena, določen del naše družbe, tako prepleten s temi korupcijskimi dejanji, da v bistvu upravljajo neke vrste paradržavno finančno službo, kjer je tok denarja neobdavčen, kjer se ogromno zgubi po žepih in ta denar, kot razberemo samo na podlagi tega, kar vsake toliko časa preberemo v medijih, prihaja z vseh smeri, iz Rusije, iz Balkana, verjetno še tudi iz Zahoda, se poznamo te zgodbe denarja, ki prihajajo v naše nevladne organizacije. In se mi zdi, da bi vlada najprej morala postaviti dobre pravne okvire, preko katerih bi bilo bolj jasno možno vzpostaviti mehanizme kontrole in nadzora finančnih tokov in potem seveda zahtevati odgovornost vseh tistih, ki koruptivno ali pa kako drugače, še kako drugače kriminalno ravnajo. Ampak zdaj, če dovolite, vam dam vprašanje za duhovnika. Vi ste tudi spovednik, ne? Pa me res zanima na tem nivoju, na ravni osebne etike. Ali se ljudje kdaj izpovedo, da so koga ogoljufali, da so kaj poneverili, ne? Mislim, to so vprašanja, ki bi konec koncev sodila tudi k vašim pogovorom, da tako rečem. Ja, jaz se bojim, da ljudje, ki so vpleteni v te velike zgodbe, ne prihajajo k spovedi. Ampak te vaši, recimo, kdo reče kdaj? Zagotovo pa, če ljudje pridejo k duhovniku na to temo, recimo že pri otroku, veste, ki otroci včasih bi radi si kakšno stvar kupili ali karkoli, pa nimajo denarja, veste, in trgovine, ki včasih oči so velike, želodec se je že odpel in morda kakšen otrok kdaj kaj vzame. Ampak vedno, če malenkost, ko pove, ko vidi, vedno dobi za pokoro, če tako rečem. A imaš denar? Ja, imam. Potem pa pojdi v trgovino, nazaj, kjer si ukradel,
In daj trgovki in reči, se opravičujem, zadnjič sem tole ukradel in sem šel zdaj pogledati, toliko je bila vrednost. Povrni in odslej ne kradi več. In take drže bi morali tudi ti gospodje, ko bi rekel, ki živijo na velikih nogah, imeti. Morda bi bilo dobro, da bi šli kdaj k spovedi. Ja. Je pa veliko vicev tudi na to temo. Vzgojeni, ne? Ja, tudi vzgojeni bi morali biti. Veste, saj problem v tem, da se je korupcija pri nas tako razširila, pa ne samo korupcija v tem klasičnem pomenu, o kateri običajno govorimo, tistih 10%, ampak tudi širše. Razna kriminalna dejanja je ravno v tem, da ljudje, ki so tako močno in evidentno ravnali v duhu kaznivih dejanj, vsa leta nihče ni odgovarjal za svoja kriminalna dejanja. In če recimo vidimo v primeru nekega župana ali pa karkoli, da vedno dobi čez ali pa se celo pohvali, morda v tujem mediju, da on ne bo nikoli procesiran v Sloveniji, ker on je proti Janši, dobro, zdaj je Janša predsednik, gospod Janša predsednik vlade, in da zato torej ima vse pokrito in da lahko on počne karkoli. A veste, se potem človek razume tudi državljane, ki niso na položajih, da se velikokrat odločajo za take drže, če hočejo preživeti. Ja, da se znajdejo. Ja, da se znajdejo. To ni več kraja. In to je tudi ena drža, ki snaži se, smo rekli včasih, ki smo jo mi Slovenci sprejeli, nikoli nismo bili v zgodovini prepoznavni po takih držah, smo bili bolj po jambranju, kot Klapa Cerne, pa po kakšnih neumnih dejanjih, ampak ta snaži se smo pa prejeli v tistih 70 letih, ali koliko je bila že, sta bili obe bivši Jugoslaviji. Ko je bilo treba preživeti, na milo viža, smo sprejeli te balkanske drže samo zato, da je preživela družina, da so preživeli. In se mi zdi, da je prišel čas, da tudi s pomočjo tega skoka in vseh državnih organov država naredi vse, kar je mogoče, da bi se določene stvari sprocesirale, prišle do zaključka in da bi se vedelo, kriminal zasluži kazen in tisti, ki se ukvarja s kriminalom, s korupcijo, pač mora odslužiti v skladu z našo zakonodajo kazen za storjene, bomo rekli, cerkveno grehe ali pa v skladu z zakoni za kazniva dejanja, ki jih je naredil. In recimo, da je nekdo na položaju že 3-4 mandate in evidentno krši zakonodajo. Ja, to je zaznoret, če tako rečem. Kakšen zgled imamo? In velikokrat se pred volitvami razne opcije, celo leve, mi bomo uničili korupcijo, vse bomo postavili, bo pravična družba, ne? Ampak zopet pravična samo za določen krog, ne? Da ga ne bova izpostavljala zopet. Dobro, zdaj mogoče lahko pozoriva na nekaj dogodkov v tem minulem tednu, namreč 23. avgust je bil dan spomina na žrtve totalitarnih režimov. Seveda smo imeli mašo v stolnici, na kateri so seveda opozorili na ta totalitarni režim. Imamo več posnetkov te maše. Hkrati pa so ob tej priliki, recimo, govorili so predstavniki oblasti in politike, hkrati so pa na Hrvaškem pokopali po vojni pomorjene Hrvate. Mi pa tega še nismo storili. Lejte, tule je, kde človek vidi kosti, Bog vidi osobu. Tako so Hrvati v bistvu objavili na spletu. Takole so pokopali 500 žrtev, ki so izkopane, mislim, da pri Mariboru. Ja, teznem, ja. A ni tole neka zgodba dostojnega, spoštljivega odnosa do človeka? A veste, človek, ki živi, dokler je še živ, živi recimo temu v telesu, a ne? In njegov duh, duša, telo temu telesu dajeta življenje, je kot posoda, če rečem svetopisensko. Slehernega človeka je telo. In tudi, ko človek umrje, je to človek na nek način. Morda imamo to, da uporabljamo izraz ostanki, je zelo problematično, zato govorimo
o človeških okostih ali skeletih bi bilo bolj pametno, ker ostanki vedno asociirajo na odpadke v kuhinji, pa smeteh, ki jih odmečamo. To ne gre za isto razsežnost, to gre za človeka. In pri nas so s tem izrazem, ko so človeške ostanke ali pa kaj podobnega, želeli tudi pokazati, da to ni tako pomembno, ne? Da to je treba pustiti, ne? Da je treba pustiti zakopano, tako kot ostale smeti lahko pustimo v jamah ali pa v jarkih. In da tu pa imamo en tak dokaz, ne? Kako je ena država, naša soseda, dostojno poskrbela za pokop človeških okosti svojih državljanov. 500, vsi v krstah, s hrvaškimi zastavami, slovesno mašo z udeležbo vrha hrvaške vojske, zagrebški nadškof Kutleša je imel čudovito pridigo. To je seveda eden od stavkov, ne, ki ga človek ne more spregledati, ker dejansko gre za to. Pri nas, veste, te zgodbe z nespoštovanjem človeka se vlečejo skozi celo 20. stoletje pri vseh totalitarnih režimih. Vsi totalitarni režimi, ki so bili pri nas v Evropi in so obstajali, so seveda socialističnega, marksističnega izvora. Tako italijanski fašizem kot nemški nacizem in kot v času vojne še sovjetski komunizem. Vsi so navidezno, govorijo o človeku, Nemci bolj o narodu, Italijani o Italiji, pa o rimskem imperiju. Vsi so pa bazirali na tej osnovni misli. In ni bilo pomembno nikoli posamezen človek. Ampak je vedno pomembna ideja, ki jo je treba uresničiti za kakršnokoli ceno. Zato posamezniki tudi zgubijo vso prvenstvo vlogo. Zato recimo v času Prve svetovne vojne imamo še tudi vse pokopane ljudi z imenom in priimkom in to individualne grobove pri večini, razen če za koga niso vedeli, ampak je bil ločeno pokopan. Zato so tudi naši predniki lahko še v času Prve svetovne vojne recimo svojega sina Janeza, ki je padel v Golici, so ga lahko dobili, ker so imeli evidenco. Da je bila tudi naloga vojaških duhovnikov in so šli tja, so odkopali in so ga lahko pripeljali domov, če so imeli še kaj sredstev in ga pokopali skupaj v grob svoje družine, svojih prednikov. V času Druge svetovne vojne, ko je pa že nastopal v vojni tudi Sovjetska zveza in potem vsa ta komunistična gibanja po Evropi in drugod, pa seveda se to ni več dogajalo. Američani da, Francozi da, Angleži so še vse pokopali individualno, celo Italijani in Nemci. Medtem ko to, kar je pa prihajalo iz Sovjetske zveze in ta ideologija je pač izradirala posameznega človeka in spoštovanje človeka kot celoto, kot posameznika in seveda tudi njega potem, ko ga pokopljamo. In zato je bilo tudi njih izbris identitete je bil tudi cilj, ne? Zato so praviloma pobijali tudi nage ljudi. Tako v Kočevskem Rogu kot v Mariboru. Ja, ker tu so razbrali, piše, na podlagi nekih svetinic, obeskov, činov ali česarkoli, zastavic, da so to Hrvati. Drugače ne bi vedeli. Kot so v Kočevskem Rogu ugotovili, da so Slovenci pokopani v Macesnovi gorici, ne pa pod Krenom, ker so tam našli dejansko slovenska razpoznavna znamenja, slovenske rožne vence, imena, molitvenike, kako bi rekel, ugravirane brezjansko Marijo. Tako so podobno tukaj. In seveda mislim, da je čas, da tudi Slovenija uradno sprejme v parlamentu to evropsko resolucijo o obsodbi totalitarnih in avtoritarnih režimov 20. stoletja, ker jo še vedno nismo. In da temu prazniku primeren značaj. Zdaj, država je že pokazala zdaj s tem novim zakonom, ko ga je sprejela o povojnih in drugih grobiščih, da bo šla naprej in dejansko je treba tako narediti, da bo vsak človek, ki ga odkrijejo, da bo možnost ga tudi nekoč identificirati.
Se pravi, strokovnjaki vedo, ponovadi shranijo golenice, ker je tam dobro ta genski material shranjen in da se bo potem lahko tudi te naše prednike dostojno pokopalo. Veste, pa ne gre samo za povojne žrtve. Gre tudi za medvojne, na katerikoli strani so bili pobiti. Ali pa ne glede na to, z katere strani so bili ubiti ali umorjeni. Vsem ljudem je treba dati dostojanstvo tudi tako, da se jih dostojno pokoplje v grobu. In to je seveda cilj. Pri nas je seveda to težava, ker na Slovenskem je veliko pobitih ne samo Slovencev, ampak tudi večina pobitih na slovenskih tleh po drugi svetovni vojni so bili neslovenske narodnosti. Ki so bežali prek Slovenije. So bili Hrvatje, Srbi iz Bosne, Rusov, in to seveda bo treba, prej ali slej bomo morali odkriti in čim prej se bomo začeli, tem prej bomo zaključili zgodbo. No, ampak seveda zdaj, mi imamo maše, v redu, imamo maše, imeli smo tudi odprtje razstave povojne kazenske ustanove v Sloveniji, je bilo odprto v prostorih pravosodnega ministrstva na Beethovnovi ulici, prav tam, kjer so bili neki zapori, tam je zdaj razstava, lahko si vsak v bistvu pogleda to. Pravosodni minister Mihael Zupančič, ki tule reže tale trak, je spomnil na vlogo pravosodja, ki ni zgolj sistem institucij, zakonov in postopkov, ampak je njegovo resnično merilo človek v pravosodju. Zdaj, ali je lahko rečemo, da v Sloveniji je človek merilo pravosodja, še posebej, če niti teh kosti pomorjenih ne pokopljamo? Veste, dokler bo naše pravosodje reklo, da je bil revolucionarni proces na Kočevskem v času druge svetovne vojne nekaj takega, kar moramo še vedno spoštovati, pomeni, da pri nas še vedno govorimo lahko, da v pravosodnem sistemu še vedno na nek način podpiramo tako imenovano revolucionarno pravo. Tam pa seveda posameznik, tako kot sva že prej omenjala, zlasti posameznik, ki je naš dejanski nasprotnik ali pa ga in mi imamo za nasprotnika, ker torej nima nobene pravice. In to se je tam začelo, nadaljevalo se je po drugi svetovni vojni, se nadaljuje še vedno. In tukaj seveda bo na področju pravosodja bo treba narediti še en velik korak, da bo država, seveda se bo morala začeti tudi druge, da bo država obsodila vse totalitarne režime, ki so bili na Slovenskem. Fašizem, nacizem in tudi komunizem. In vse, kar je bilo zaradi teh treh totalitarnih sistemov pri nas zgrešenega. In to je tudi en vidik, je pa seveda tudi to pravosodje. Ko bo torej država naredila, bomo lahko upravičeno zahtevali tudi od pravosodnih organov do najvišjega, to je Ustavno sodišče, da res ohranja svojo integriteto, tako da obravnava vsakega državljana v njegovi enkratnosti, ne politično, ne ideološko, ampak glede na to, kar je on dejansko naredil in kar, če so bila kriminalna dejanja, pa da jih zato tudi obsodi. Tudi vidimo, kako v bistvu naše Ustavno sodišče kot tisti moralni lik, ki bi moral biti, in bi ga torej morali vsi upoštevati, in zato so konec koncev tudi Ustavna sodišča nastala, ker je pač demokratična država potrebovala, ker ni Boga, kot vrhovne avtoritete, nek inštitut, ki bi dejansko potem rekel, in izrekel pregledno, jasno, v skladu z vsemi moralnimi in pravnimi načeli, katere stvari so dobre in katere niso, preprosto zgublja, zato ker se postavlja preveč še vedno na levičarsko stran. In s tem samo sebe spodkopava. In seveda zato tudi je razumljiva izjava ministra, da bo treba človeka postaviti za merilo. Ampak katerega človeka? Jaz ne vem, ko mi kdo reče človeka za merilo, se vedno spomnim na Edvarda Kardelja, tam v samoupravnem socializmu, ki je govoril, da je samoupravni socializem naš, v Jugoslaviji torej, je socializem po meri človeka.
Veste, katerega človeka? Vas ni postavil za merilo, mene ni postavil za merilo, našega tehnika najbrž tudi ne, ker ga takrat še ni bilo. Kdo je bil torej merilo tega sistema? Tako da manjka nam torej jasnih vrednot naše slovenske demokratične družbe, ki bi jih potem seveda tudi pravosodni sistem, vključno z ustavnim sodiščem, zagovarjal brezkompromisno. Kar pomeni, da se bi potem zrušilo marsikaj tistega, kar zdaj zagovarjajo in je povezano z našo polpreteklo, povojno in medvojno zgodovino in pravni sistem. No, ampak mi pa na drugi strani ne zrušimo niti teh kamenjev, tega kamenja na Sabotinu. Nekateri bi zaščitili ta napis Tito, ne? Mislim, to je naravnost absurdno, to je smešno. No in seveda gospa Alenka Puhar je v Katedrali svobode napisala: Dan spomina na žrtve totalitarnih režimov nas bi lahko spomnil tudi na silno revščino, ki je značilna za naše poznavanje tistega časa, ko sta se spajdašila Hitler in Stalin. Ne? Zdaj seveda, in seveda, kaj je ob tem doživljal Tito in tako naprej, si lahko tudi samo mislimo. Namreč to je res, kar je rekla dr. Alenka Puhar, mi nimamo nobene literature. Ne? Konec koncev ona celo poziva, da bi zbirali kakšne knjige. Ne? Sej v domačih knjižnicah so kakšne knjige, pa migrantska literatura in vse se najde, ampak ni nekih študij. Nečesa ni, česar bi se lahko prijel človek, ki normalno hodi v službo in nima časa, da bi spremljal tako podrobno vse te zadeve. Gospa Puhar je zelo dobro opredelila, da imamo, ampak to je sistema, ne. V prejšnjem sistemu so zavestno to delali, zdaj pa dejansko še vedno šibajo, ne, naprej z isto držo. Recimo to, če gledaš učbenike, v glavnem še vedno govorimo o bitki na Sutjeski pa dol. Ko bi dejansko komot zmanjšali, če že ne opustili določene stvari, ker pomembnejše je to, kaj se je dogajalo na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Ni bilo nobene bitke. So bili umori, uboji, ne? Vidite, revolucija, ne? Tega manjka in potem, kaj se je dogajalo po drugi svetovni vojni, potem obravnava to obdobje do začetka demokratičnih procesov, ko so mnogi tudi trpeli, ko so bili mnogi žrtve, recimo, lahko rečem, primer povemo našega velikega pisatelja Draga Jančarja, ker je prebral eno knjigo iz tujine, ki je dobil, je bil zaprt, Jožeta Pučnika in še drugih, in potem seveda procesov in vojne za samostojno Slovenijo. Premalo je tega. In seveda, ker spet sva povezana na to, ker država ne obsodi tega sistema. Naš parlament bi moral obsoditi komunizem kot zločinsko zgodbo, tako kot fašizem in nacizem. V enem obdobju tam je bilo ustavno sodišče izreklo, ne vem, katerega leta je bilo, ko so Štajersko cesto na novo, ki so jo gradili mimo Žal, potem, ko je bila ukinjena Titova cesta v centru, jo je župan hotel poimenovati zopet to Štajersko v Titovo cesto. Ja. In takrat je ustavno sodišče reklo, da pač ne more biti. In ne vem, zakaj ne razumemo in zakaj naši pravniki ne razložijo te sodbe ustavnega sodišča širše, in ker to je bil pokazatelj takratna sodba ustavnega sodišča, da je Tito torej, bova rekla, ideolog, komunist, ki je povzročil veliko žrtev in trpljenje in zaznamovano slovenskega naroda in vseh jugoslovanskih, pa morda še kje druge po svetu, ker vemo, da je Jugoslavija množično izvažala orožje in ideologijo v tretji svet. In da bi potem tudi na podlagi te razsodbe počasi ukinjali vse ulice in trge, ki so poimenovani po tem diktatorju. Za začetek mora pa država obsoditi ta sistem. Obsoditi. No, ampak prav ta sodba ustavnega sodišča o novem imenovanju neke ulice kot Titove, ne, je temeljila na tem, da v redu, če neka zadeva že je imenovana Titova, ne,
se jo lahko spremeni, če ljudje tako želijo, v kaj drugega, ampak da bi pa na novo poimenovali, to pa ne. Ampak v tem primeru gre prav zdaj za na novo registracijo neke kulturne ali ne vem kakšne dediščine. Zdaj bi na novo, če do zdaj niso tega napisa zavarovali, se ščitijo ga, ne, nihče ga ne more odstraniti, da bi ga pa na novo razglasili kot neko kulturno, ne kakšno dediščino, to najbrž na podlagi te sodbe Ustavnega sodišča ne bo šlo, ali pač? Ne bi smelo iti. Ta napis je recimo tudi zelo sramoten do naših sosedov Italijanov. Ja, sej najprej bil premaknen v coni A, ne, ki je bila potem italijanska in so ga potem premaknili v cono B. Vemo, s čim vse je to povezano. Ja. To ime. In človek preprosto ne razume, da nekomu pride na misel, da bi se kaj takega razglasilo za kulturni spomenik. In potem mora biti celo za kulturni spomenik državnega pomena. Ja. Da bi se zgodba zaključila. Skratka, mi nismo končali zgodbe prehoda iz starega komunističnega sistema v demokracijo. Tudi zaradi tega, ker se nismo lotili spremembe, prej sva že omenila Sovo, kako še do 95. leta so spremljali družino Stepanjan in kako so potem se razpredli na gospodarsko področje. Podobno je z pravosodnim sistemom. Lahko bi še rekli za ekonomijo, ki se je vlekla preko udbovskih firm in še vedno na nek tak način delujejo. Preprosto pri nas nismo torej dokončali zgodbe, zato ker nismo izrekli obsodbe tistega, kar je pripeljalo do počasnega zahajanja kvalitete in bogatstva slovenskega naroda, slovenske zgodovine, slovenske kulture in smo bili zaznamovani v času, zlasti tistih 45 let, s temi držami hinavščine, dvojnega življenja. Ovaduštva, seveda, ovaduštva. Maščevanja. Tudi dvojnega življenja. Predstavljate si mnoge družine. Učitelj, če je hotel postati ravnatelj, je mogel iti v partija. Je mogel torej se odpovedati tudi svoji veri. Pa nobenega žegna, za veliko noč žegna. Ampak zgodba je še hujša, veste. Ta ravnatelj je potem svoje otroke skrivaj krščeval. Pa šel enkrat na leto na Brezje ali pa kam in otroci so videli, kako je njihov ati, zato da je družina imela neko blaginjo, pa da je on naredil kariero, se živo na nek način dvojno življenje. Seveda otroci so to videli, oni so to držo sprejeli in zato imamo tudi eno od posledic tega, da dejansko ljudje živijo to dvojno življenje. Se pravi, naredi zato, da boš uspel vse, povoziš vse ideale, počasi si pa brez vrednot. In to je tudi ena od posledic tega totalitarnega sistema, skozi katerega smo mišli. In najmanj, kar bi si želel, je to, da bi kaj takega postala kulturni spomenik. Jaz razumem nekatere ljudi, ki so, bova rekla, čustveno navezani na prejšnjo državo, ki so živeli v njej, ki so od nje imeli koristi. Dobro živeli in katere simbol je bil človek, katerega napis imamo tukaj. Ampak, veste, to je malo ljudi. Da se pa ta zgodba nadaljuje, pomeni, da od zadaj se to podpira. In od kje se podpira? Iz privatnih žepov zelo težko. Podpira se torej iz opcije, ki še vedno živi. Iz ukradenega denarja. Je povezano v neke mreže, ki sva jih prej omenjali. No, zdaj zato tudi Kučan pride z rdečo zvezdo na državno proslavo, da ga ni sram. Elegantno ima tako. Elegantno. No, zdaj vprašanje je, torej završalo je seveda, ko je minister za šolstvo dejal, da bo prvošolčkom razdelil prvi dan v šoli ustavo in zastavo. Ker jaz sem seveda to razumela, saj mi vsi vemo, da prvošolčki danes so stari 6 let, kakšni še 5, seveda ne znajo brati, pa tudi ne bi razumeli ustave, ampak jaz sem to tako razumela, da bodo prinesli domov ustavo, ker človek ima občutek, da tudi starši ne poznajo ustave, pa tudi ne obešajo zastave. To je bila neka taka, to sem jaz tako dobro namerno razumela. Kako vi gledate na to?
Odločitev ministra Rončevića je taka zelo zanimiva, je večplastna. Verjetno je res narejena v tem duhu, ki ste ga vi omenila, v tem pozitivnem duhu, ker dejansko ustave po slovenskih domovih ni. Ja. Mnogi tudi nimajo zastave, čeprav se mnoge domoljubne organizacije, pa tudi pomladne stranke prizadevajo, da bi na nek način ob določenih priložnostih, kot so državni prazniki, tudi delijo zastave državljanom. Recimo v občini, v kateri jaz živim, župan vsakemu abiturientu, to se pravi, ko zaključi 9. razred, mu izroči zastavo. Tako da so ta pozitivna znamenja. In se mi zdi, da če bomo tako gledali tudi na to odločitev našega ministra, da v slovenske družine preko naših otrok pride ustava, se to ni velika zadeva, majhna knjižica in tudi zastava, da se bo ta zavest pripadnosti slovenskemu narodu ali pa slovenski državi še za tiste, ki morda niso Slovenci, da se bo poglobila in da bo tudi ves zastav za naše, vsaj za praznike. Mene ne bi nič motilo, če bi bilo na vseh pomembnih objektih vse čas zastave, tudi v šoli. Tako da jaz bi take stvari vedno sprejel dobronamerno, morda bi se sam za kakšno drugačno obliko odločil, ampak mislim, da je to v redu, da otroci dobijo zastave, zagotovo. Ja. Ustava pa mislim, da je bolj namenjena njihovim staršem. No, ampak ne nazadnje, tudi včasih, vi se boste tudi spominjali teh časov, smo pa mi tudi dobili pionirsko rutico in kapo, pa ni nihče protestiral, da dobivamo neke partizanske kape, ali kaj so zdaj te kape pomenile, pa rdeče rute, kaj je bilo to zdaj? To je bilo prvo obhajilo komunistično. Neko obredje vzporedno se je vzpostavljalo, pol pa še sprejem v Zvezo socialistične mladine. Ja, iniciacija pa kot Birma. Seveda takrat se ni noben upal. Redko kdo je upal kaj povedati. Poznam kakšne primere bolj iz podeželja, kjer so kakšni starši tisti dan preprosto niso otroke pustili v šolo, zato da niso prijeli rutke pa postali člani. Ampak vedno so pa te rutke nosile, se spomnim, kako je mož, katerega ime je bilo prej zapisano tam na fotografiji, prišel enkrat skozi naše kraje, kako smo cel dan bili tam otroci z zastavami in smo mahali in pričakovali mimohod. Ne vem, zakaj v določenem obdobju se vse dopušča, v drugem se pa nikoli ne sme. Sam bi si želel, da imamo čim več državljank in državljanov, ki bodo zavedni, samostojni, ponosni, suvereni državljani, dejavni, aktivni državljani, ki bodo kot taki prinašali v našo slovensko družbo novega duha in tudi skrbeli za prihodnost naše države in naroda. In se mi zdi, da z tega vidika so take poteze zelo, zelo namerne. No, nek zagrizen levičar je ob tem napisal, prihodnje leto pa Sveto pismo, ne? Pa kaj bi bilo s tem narobe, če bi dobili Sveto pismo v vsak dom? Sveto pismo je sveta knjiga, zato se tudi imenuje Sveto pismo. In je bistveno boljše kot katerekoli druge knjige in literatura, ki smo jo dobivali v starih časih, v času prejšnje države. Sam sicer menim, da kaj takega ne bo in tudi nima smisla, ker imajo vsi državljani oziroma starši otrok, ki želijo vzgajati otroke v skladu s svojo vestjo in prepričanjem, možnost, da sami nabavijo, lahko ga dobijo v župniji, otroci prihajajo k verouku in če naprej dobijo Sveto pismo po prosti izbiri sami, pa seveda ob spodbudi staršev, ko gredo k birbi. Ampak zanimivo, spet je pljunil nekdo na cerkev. Nihče ne pljune na budiste, pa na muslimane, ampak točno na katoliško cerkev. Zakaj ima tukaj zdaj zveze to Sveto pismo? Zakaj spet to vlečemo ven? Zato, ker je pač v 45 letih plus vojni preprosto niso uspeli uničiti. In cerkev je bila vedno njihov sovražnik. In ti sistemi totalitarni, zlasti komunizem,
Pri ostalih je bil vsaj poskus zlorabe bolj močen, pri fašistih in nacistih cerkev. No, tudi pri komunistih so hoteli ustanavljati nacionalne cerkve, zato da imeli pod svojo kontrolo. Ampak za njih je bila cerkev vedno sovražnik prvega razreda. Saj, če gledate začetek vojnih časov na Slovenskem 41. leta, 42. Koga so pobijali? Duhovnike, učitelje, pa bomo rekli župane, pa še tiste, ki so imeli kakšno besedo. Skratka, pobijati intelektualce, pa tiste, ki držijo družbo po koncu. In še vedno jo na nek način duhovniki držimo na podeželju malo bolj kot v mestu in seveda sovražnik, oni rabijo sovražnika za svoje. Oni se napajajo, ne z ljubeznijo, tako kot je naša primarna drža krščanska. Oni se napajajo sovraštvom. In zato je logično, da ko zmanjka argumentov, je vedno cerkev, dobro, pri nas še Janša, no. No, seveda, najbrž, če ne bi bil Marksov Kapital tako obsežna knjiga, bi ga v obliki neke knjižice najbrž razdelila tudi kakšna Asta Vrečko, no, ampak recimo. Zdaj poglejmo, kaj je poslanec Mahnič povedal o ustavi ta teden ob tej debati v parlamentu. Govora je bilo o ustavi Republike Slovenije. Jaz moram reči, da bom ministru Rončeviću in pa ministru Hajdinjaku, ki bosta delila ustave, zdaj 1. septembra, učencem in pa dijakom, predlagal, da en izvod ustave dobi tudi Nataša Sukič. Ker ga očitno nima, niti ga ni prebrala. Veste, kaj piše v ustavi Republike Slovenije? Ne? Kaj ona govori? Tujci imajo pri nas enake pravice. Veste, kaj pravi 13. člen? Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene s to ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije. Se pravi, ustava sama pravi, da ja, tujci pri nas imajo pravice, razen tistih, ki jih imajo samo državljani. Kaj imamo mi, diskriminatorno ustavo? Je pa kako, če imajo vsi tujci vse enake pravice kot pa Slovenke in Slovenci? To tukaj noter piše 13. člen. In mimo grede, ste rekla, da upa, da ne bo več koalicije, ki bo ravnala tako revanšistično in pa revolveraško. Veste, kaj piše v 14. členu? V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje. Politično ali drugo prepričanje. Kako je že z izjavami bivšega premierja o čiščenju janšistov v policiji, na RTV-ju? Kako je s kršenjem ustave na podlagi političnega prepričanja? Takrat ste bili tih, ste podpirali, ste ploskali, točno to ste počeli. Tako da, lejte, ne mi vi o ustavi, ne se sklicevati selektivno na ustavo, predvsem pa ne jo napačno razlagati. No, lejte, ustava je kar močna tema, Če bi gospa Sukič imela kakšnega otroka, bi najbrž tudi ta otrok zdaj prinesel domov ustavo, kakšne srednješolce ali pa vnuk mogoče že, ampak pač ustavo bo treba vzeti mogoče v knjižnici, ali pa razdeliti tudi poslancem državnega zbora. Zdaj, tale razprava se je pa nanašala seveda na 11. oktober, ki bo očitno referendumski dan. Imeli bomo, če bodo danes poslanci to sprejeli, predvidevamo, da ja, imeli bomo 3 posvetovalne referendume, pa mogoče še kakšnega, mogoče celo Nataša Pirc Musar pride v referendum. Namreč ta razprava se je dotikala o lokalnih volitvah in ta nov zakon, novela, jemlje pravico tujcem, da bi glasovali na lokalnih volitvah. To se je dotikalo tega. Jaz vas bom zdaj prosila, da vse 3 referendume, malce in 3 teme komentirate. En referendum bo o spremembi zakona, se bo dotikal socialnih prispevkov za brezposelne. Če želi nekdo dobiti socialni prispevek, naj se seveda udeležuje tudi nekega dela, nekega družbeno koristnega dela, ne pa da dobi ta socialni prispevek kar tako. No, seveda, 3. posvetovalni referendum pa je o ukinitvi RTV prispevka
kar je seveda predlagala Resnica in so predlagali tudi zakon, ampak bodo za zakonom počakali do izida referenduma. Zdaj, če gledava te 3 teme, najprej volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah. Še malo za šalo, ne vem, so računalnike s prejšnje vlade že dobili otroci pa revne družine? Nimam pojma. A ne, to je zanimivo. Upam, da bodo vsaj ustavo tudi dobili. Malo za šalo, malo za res. Ja, lejte, pravica do referenduma je ena taka čudovita oblika izraza demokracije. Je torej en dodaten izraz ljudske volje poleg volitev in vsak referendum seveda je spoštovanje. Referendume se lahko zlorablja, lahko so pa res to, kar bi morali biti. In če se jih zlorablja, seveda imajo ljudje hitro poln kufer, kot rečemo, in se ne udeležujejo. Zdaj, ko je sedanja vlada prevzela vodstvo države, bi človek nekako pričakoval, da bi opozicija pustila tistih 100 dni pri miru, da bi lahko naredila tiste temeljne korake, tako kot so jih oni v prvih mesecih in so sprejeli nekatere stvari, kakršnekoli že so, da bi tudi ta vlada to lahko naredila. Ampak seveda o tem ni bilo sluha. In zato je seveda prišlo do pobude s podpisi, da se gre na referendum in zavrne ta zakon, v kateri je dobršni meri se obravnava vprašanje davkov, pa zmanjševanje davkov in tako dalje. To je ta interventni zakon, ki ga je predlagal parlament stranke. Tudi še kaj drugega je noter, ampak večinoma, kolikor sem pregledal, je to področje v redu in mislim, da državljani bodo šli in bodo. Ne vidim pa problema, zakaj ne bi potem nekdo drug predlagal še kakšni posvetovalni referendum, tako kot ste omenila referendume o pomoči drugim in tako dalje. Poglejte, ravno v teh dneh smo brali pri sveti Maši berilo Pavlo, mislim, da Korinčanom, on takole pravi: kdor noče delati, naj tudi ne je. Človek si mora zaslužiti svoj kruh. Tudi jaz kot duhovnik, vsak človek. Je pa res, da v določeni družbi imamo vedno določen procent ljudi, ki si ga ne more prislužiti. In ti ljudje so seveda upravičeni z našega krščanskega vidika do pomoči, zato imamo tudi dobrodelne ustanove, imamo Karitas, pa še na mnoge različne načine pomagamo in seveda je dolžno pomagati tudi država. To so ljudje, ki so bolni, ki so se rodili bolni, so invalidi, so ljudje, ki niso imeli takih socialnih možnosti, da bi se izobrazili ali pa prišli v službo, ampak to je recimo, to bi moralo biti tam največ 10% v vsaki družbi. Problem pa nastane seveda takrat, ko država preko tega mehanizma socialne pomoči v bistvu nagrajuje na nek način svoje volivce in podpira lenobo. To vemo, da se povsod po svetu dogajalo, kjer so socialistične družbe, pa če so razglašene za socialistične ali ne, lahko je samo vlada. In problem pa nastane to, lejte, imamo družino, ker se podpira, ker dobijo tako pomoč, pa bi lahko nekateri delali, pa nočejo, zato ker dobijo več pomoči. Pa ni važno, ali so Slovenci ali pa pripadniki kakšne druge narodne skupnosti v Sloveniji. In seveda ti so ugotovili, da preprosto jim ni treba delati, ker dobijo dovolj za solidno preživetje. Ali pa še več, pa se pa še malo znajdejo. In seveda vse te družine rastejo praviloma, so otroci, ki te vzorce prejmejo. In tako imamo potem že drugo, tretjo generacijo, ki se sploh ne trudijo več, da bi delali, da bi ustvarjali za to, da bi dobili plačo in seveda plačevali davkov, ker so videli, da je tako potrebno. In se število teh ljudi, ki so pomoči torej potrebni, preprosto zvišuje. In na koncu se lahko zgodi, da državi začne zmanjkovati denarja, ker je tistih, ki davke plačujejo, je čedalje manj. In to je treba paziti. Seveda,
pomagati je treba ljudem, pa to je pa drugi vidik te zgodbe, da bodo dobili delo, in tle pa seveda je dolžna tudi država pomagati, in da bodo za svoje delo dobili čim bolj pravično plačilo. No, ampak potem te tujci, ne, ki med temi prejemniki socialne pomoči, ki dobijo kar tako socialno pomoč, pa niso upeti v neko družbeno koristno delo, potem lahko oni tudi volijo, da izvolijo spet nazaj te, ki so jim to omogočili. Ne. Ves čas imamo in tak začaran krog. Ali je treba tem ljudem odvzeti to volilno pravico, namreč druge države tega nimajo. To samo še to, unikum Slovenije. Da omenva, recimo ti ljudje, ki k nam prihajajo, seveda zaradi tega, ker imajo po teh kriterijih, ki jih je država vzpostavila, so reveži in jim je treba pomagati, so seveda tudi upravičeni tudi do stanovanj in do vsega tega, vedno so potem na prednostni listi. In to se mi zdi, da ni stimulativno za ljudi, ki prihajajo k nam, pa tudi tisti, ki delajo, tudi za minimalna plača, ki so skoraj enake socialni pomoči, pa hodijo 40 ur ali več na teden v službo, preprosto izgubljajo zagon. Zakaj bi pa mi delali? To bi vendarle morala biti razlika. In seveda tudi tem tujcem, ki prihajajo k nam, vsi tujci, ki pridejo k nam, se mi zdi, da je zelo pomembno in to mora država vzpostaviti mehanizme, je, da se naučijo najprej našega jezika, in to je treba kar postaviti določene roke, ker ljudje morajo znati jezik, ne more se večina prilagajati, ne more se 20 slovenskih otrok prilagajati 3 otrokom v isti šoli, ki ne znajo jezika našega. In to bo sprememba. Državna sekretarka na ministrstvu je napovedala, kdor ne zna slovensko, ne bo več vključen v redni program, ampak gre v pripravljalnico. Ker zdaj v prvem razredu imaš nekaj tujcev, potem pa slovenske otroke in seveda se učiteljica pač ukvarja s temi tujci, ker oni ne govorijo, ne znajo, ne razumejo, ne vedo. Domači otroci pa gledajo v zrak, ali kaj, ne razumem tega. Ampak glejte, poglejmo, kaj je minister Matos povedal vizavi teh tujcev in te spremembe. Ena stvar, ki še odmeva, je zaostrovanje pogojev za družine članov tujcev, ki pri nas bivajo 1 leto. Zakaj ste se odločili, da boste spremenili ta pogoj, da mora tujec najprej zakonito živeti pri nas 3 leta, ne pa 1 leto kot doslej, da bo potem lahko šele takrat prišla družina do njega živeti v Slovenijo? Na stališču smo, da smo pripravili spremembo zakona o tujcih, trenutno v medresorskem usklajevanju. Začel bi s tisto podrobnostjo oziroma spremembo, ki je pomembna tudi zaradi zaposlovanja tujcev, torej spremembe delodajalca v času, ko tujec že ima dovoljenje za začasno prebivanje, se bodo izvajale na Zavodu za zaposlovanje, ne več na upravnih enotah kot do sedaj, kar bo postopke poenostavilo, pohitrilo. Res pa je, da smo se odločili tudi, da predlagamo Državnemu zboru, da se obdobje za priseljevanje družine podaljša iz 1 leta na 3 leta, kajti menimo, da je to obdobje, ko se bo tudi ugotovilo, ali ta tujec tretje države, ki prihaja tukaj in ki se je pridobil dovoljenje za prebivanje, se je nekako prilagodil in spoštuje naš pravni red. No, in se vrneva zdaj na referendum. 3. referendum posvetovalni je pa o ukinitvi RTV prispevka. Kaj vi mislite o tem? Morda bi se kratko še dotaknil. Na tujce. Poglejte, mnogi ljudje, ki pridejo v Slovenijo, dejansko pridejo željo, da delajo, da tukaj si ustvarjajo, da tu postane njihov dom. To, da ne vsi. Mnogi izkoristijo Slovenijo samo za preskok naprej v Evropsko unijo. Zgodba je seveda tudi širše povezana še z migranti, tudi s pravico do združevanja družin. In tako vemo, da je v Evropo, tudi v Slovenijo so prišle mnogo ljudi, ki dejansko zdaj živijo samo od socialne podpore. In seveda torej se število tudi preko njih veča, tako da bo treba res za te ljudi, ki pridejo v Slovenijo, delati, ki želijo, da to njihov dom postane, in bo treba res omogočati. In jaz sem prepričan, da ti ljudje, ki bodo prišli k nam delati in jih konec koncev država potrebuje,
bodo se potrudili, da bodo znali govoriti slovenski jezik, bodo tudi potrpeli, če bo treba 3 leta, če bo tako kot minister Matos pravi, da bodo oni pripeljali družino in da bodo tukaj uredili status in sem prepričan, da bodo tudi njihove družine aktivno sodelovale v državi. No, glede RTV prispevka je pa zgodba seveda večplastna tukaj. Slišim, da novela zakona o RTV-ju sicer ne predvideva odprave, ukinitve TV prispevka. Vsa leta pa se že debatira, da je treba ta prispevek ukiniti, ker da gre za prisilno plačevanje. Zgodba je povezana seveda s tem, kaj naša RTV je, koga predstavlja, ali je to res naša nacionalni medij, ali je pa medij samo določene opcije. Se vemo, da je bilo treba odstraniti vse, janšiste, a ne? In torej, ali gre samo za nadaljevanje nekega partijskega trubila v duhu, da so vsi novinarji družbeno-politični delavci iz prejšnjega sistema, ali pa želimo imeti v naši državi nek medij, ki bo tak načelen, demokratičen, pregleden, ki bo dejansko zastopal vse stališča, ne pa samo ena, in ga bodo ljudje potem z veseljem poslušali in se mi zdi tudi plačevali naročnino. Se vemo, da tudi nekateri zasebni mediji se financirajo s prostovoljnimi prispevki. Torej, vi bi ukinili naročnino ali ne? Jaz bi jo dal na prostovoljno. Tudi zaradi tega, da bi potem ta ustanova pokazala, da želi biti kvalitetna. Ker če ni, ne bi, a veste, bo pa tudi strani države ne bi kar plačeval. Tudi ne vem, zdaj poslušam, koliko so si spet posojil vzeli pri komercialnih bankah za plače. No, se to ne gre, lejte, vsako podjetje propade slej ko prej s tako finančno sliko. Tako. To je nemogoče med bjanko menico pa metati skozi okno denar. Mi zdaj, ko obnavljamo to hišo, smo rekli, dokler bo denar in kolikor bo denarja, bomo obnovili. Želimo se pa čim prej obnoviti, ampak to ne pomeni, da bomo delali. Lejte, torej, novela medijskega zakona, ki ste jo že omenili, ta predvideva neke spremembe pri financiranju, ampak vendarle zakon o RTV, treba je vedeti, zdaj na RTV-ju se sklicujejo in ljudje v glavnem govorijo o informativnem programu, ki kot da ne ustreza je bolel, pa ni samo informativni program, tudi filmi, tudi mogoče kakšni dokumentarci, tudi druge teme v otroškem programu so tiste, ki na nek način urivajo neko woke ideologijo. To so vse take stvari, ki pravzaprav odvračajo ljudi. Zdaj vprašanje, ki ga imam za vas je, kako vi v cerkvi vidite program televizijski ali pa tudi radijski, ali so tam take vsebine, namreč v prejšnjem sistemu, zdaj bo ponovljen, ko smo imeli svet RTV, je bil v svetu tudi predstavnik cerkve, zdaj praktično so to vse levičarji prečrtali, dobro imajo neke evangeličane, ali ne vem točno katera skupnost je nekaj predlagala. Skratka, kako ste vi kot cerkev zadovoljni s programom RTV Slovenija? Mislim, da ste že sama vprašanje odgovorila na vse vprašanja. Cerkev nikakor ne more se strinjati z vsebinami, ki v našo družbo prinašajo že otrokom vsebine, ki si otrok nič ne zadevajo. LGBT plus, ko ne vem kaj še vsebine, ali pa rečeva mavrične vsebine. Potem seveda je cerkev tudi po drugi strani hvaležna, da imamo vsaj maše, pa to oddajo Obzorja duha in da se vsaj občasno še kakšna pogovorna oddaja odvija na temo duhovnosti pa širše, ampak v trenutni zgodbi RTV-ja pa dejansko katoliška cerkev, ki je vendarle verska skupnost, torej
nevladna organizacija z največjim številom, neformalno največjim številom članov, nima niti enega predstavnika, ampak to so spet stari vzorce, veste, ki se vlečejo. Jaz vidim skozi vzporednice. Tudi v prejšnjem sistemu, recimo, se je katoliško cerkev skozi napadalo, se je pa privilegiralo nekatere manjše verske skupnosti na račun katoliške, zato da se je prikazovalo, kako smo mi široki, demokratični in imajo. In se pravi, ta pozitivna diskriminacija manjših na račun večine se mi zdi, da mora imeti eno svojo težo, tudi če z pravnega vidika govorimo, ker poleg pozitivne diskriminacije, to se pravi, da ne bi trpeli nekateri, jih privzdignemo, jih ne moremo nikoli privzdigniti do te mere, da bi pa oni odrejali smernice večini, bodi si vernikov, bodi si državljanov in tako dalje. In tole imamo, to zgodbo se vleče ves čas iz prejšnjega sistema. In morda je zdaj ta novela, kolikor smo jo hitra, nismo še prebrali, zopet pokazatelj, da se bo lahko uredilo. Bi si pa želel, da bi imeli res ne bom rekel državni, ki pa smo spet v nekem drugem sistemu, ampak nek nacionalni medij, ki bi imel tako močno zasedbo dobrih novinarjev in dobrega vodstva, da bi lahko rekli tako srčno, ne? To se pa splača, ne? Pa gremo na RTV, tam bomo pa dobili informacijo. RTV Slovenija. Ne bomo šli pol iskati, zdaj pa hodimo vsi ljudje, kako gledamo. Če že gledamo nacionalko, pa poslušamo. Jo samo toliko, da dobimo levo plat. Ne, pol gremo še malo na druge komercialne, da približno dobimo celotno zgodbo. Ta osrednji medij bi moral biti pa torej tako celovit, da bi kolikor toliko bil en približek objektivnemu poročanju o stanju v državi, v svetu, nikoli z enega zornega kota. No in seveda, Ustavno sodišče je prav prejšnji mesec odločilo, da je sedaj veljavni zakon o RTV pravzaprav ustaven in ta zakon je depolitiziral, tako so rekli, tako je rekel Robert Golob, pa Levica in vsi, ki so to počeli. Ampak zdaj, ker je ta zakon ustaven, se bo ta depolitizacija zgodila tudi zdaj. Ne? Na nek način ta zakon uvaja nazaj generalnega direktorja, svet in nadzorni svet. Ne? Nadzorni svet smo potrebovali, to trošenje denarja, to ne gre nikamor. Ne? Se problem določenih dejanj v prejšnji vladi in seveda v parlamentu, ki je bila taka večina in o potrditvi Ustavnega sodišča je v tem, da bi sedanja konstelacija lahko tisto upoštevala in naredila prav isto zgodbo. Vse zamenjala, ker tako je bilo narejeno. In tudi bo. Ja, in s tem se ti mehanizmi podaljšujejo in te drže. Ne? In človek bi si želel, da res ne bi bili tako nizki v naši družbi, v naši državi. Jaz upam, da bo ta predlog, da bo novela zakona o RTV-ju, da bo nek približek enega demokratičnega standarda. Drugače bo pa res treba narediti tako, kot je sedanji premier na Madžarskem naredil. Ne? Za nek čas ukinu, se opravičil, da se novinarji in vodstvo opraviči in potem se postavi nova zgodba. Grški scenarij. To, ali pa madžarski. Ja. No, zdaj seveda spremembe se obetajo tudi na področju in so že vidne odnosa Republike Slovenije do države Izrael. Zdaj, najprej je seveda napovedal predsednik vlade Janša, da bomo postavili in prestavili veleposlaništvo v Jeruzalem, torej to, kar zdaj gledamo, ne, iz Tel Aviva. Me zanima, kaj se zdaj tu dogaja? Vi kot predstavnik cerkve greste sigurno tudi kdaj, kot mi je znano, je veliko izletov, veliko obiskov. A je to pomemben kraj? A je pomembno, da imamo tu veleposlaništvo? Ja, Jeruzalem je pomemben za vse te tri velike monoteistične religije, se pravi tako za krščanstvo, kot za islam in tudi seveda za judovstvo. To je pa zgodovinsko središče in jedro judovske stare države Siona, ne, to je v bistvu Sion, središče, ne, sionizem, vse izhaja iz tega. Seveda je zelo pomembno. In se mi zdi, da
je na nek način prav, da je tudi veleposlaništvo naše države, tam si ne bo edino, a ne? Ne bo edino in pravijo, da zdaj prejudicira ta spor, ampak Izrael je država. In ima glavno mesto te države. Poglejte, ko smo se mi osamosvajali, nas ni vnaprej noben priznaval. Še potem, ko smo že imeli svojo državo razglašeno in ubranjeno, šele potem, par mesecev potem so prišle prva priznanja naše države, Slovenije. Tako da vseh teh zgodb človek res čist ne razume v ravnanju naših politikov. Seveda se je pa z novo vlado se je ta naša zunanja politika malo spremenila, ali nam je ljubo ali ne, o tem se da razpravljati. Dejstvo pa je, da tudi to zadnje dejanje Slovenije, ki je dala veto, ni pristopila k izjavi, nakazuje neko držo in se mi zdi razlaga premijeja Janša, pa tudi zunanjega ministra gospoda Kajzerja, dokaj na mestu. Ker Evropska unija obsoja samo Izrael, pa skoraj izključno pri tem ostaja, ne obsoja pa zločinov. Z druge strani dol niti ne hudih zločinov, ki se dogajajo nad civilnim prebivalstvom, recimo v Nigeriji, v Kongu in še druge po svetu, kjer bi tudi pričakoval, da Evropska unija ali pa znotraj nekaterih islamskih režimov, ko se tako zapostavlja ženske in otroke od Afganistana do Irana. In kristjane ubijajo. Seveda, skoraj zastavo, kot rečemo. In Evropska unija na tem področju pa nič. In se zdi, da res je v ozadju neko ta povezanost tega protizahodnega gibanja, pa ljubitelje mislava, pustimo zdaj podrobnosti. In se mi zdi, da bo morala Evropska unija narediti na tem koraku. Veste, ravno zdaj, pa mislim, da ni fake novica, sem prebral kako je Saudska Arabija se odločila, da ne bo več pošiljala svojih študentov v Veliko Britanijo v kampuse, ker je tam prevelika nevarnost, da bi se islamsko radikalizirali. Razumete? In zdaj ta zgodba je tako vse prepletena in se mi zdi, da je dobro, da se nekatere stvari izpostavijo, da se doreče, pa ne gre za podporo Izraelu. Gre za to, da je fajn, da Evropska unija obsodi vse, kar je slabega. Vse, v katerikoli državi, to pa smo dolžni. In to velja za Izrael, velja za Palestino, velja za Nigerijo, velja za Zaire, velja za Afganistan, preprosto povsod. In da ima iste vatle za vse države. In te obsodbe praktično ne spremenijo nič. Žal pa nič ne spremenijo. Ja, tako. No, zdaj Izrael pa bo tudi odprl zdaj teh dneh v septembru veleposlaništvo v Ljubljani. Tole je stavba na Dimičevi ulici, ravno nasproti Gospodarske zbornice, to je poslovni center Y se imenuje, je pa to stavba, ki je stala funkcijo Katarine Kresal, ker ona je želela za Nacionalni preiskovalni urad tole stavbo, potem je bila odkrita neka domnevna korupcija, mislim, da se zadeva niti ni končala, tako kot vse zgodbe se ni nič zgodilo, razen da je gospa Kresal odstopila. Torej, tule bo zdaj izraelsko veleposlaništvo. Kaj to pomeni za Slovenijo, da dobimo izraelsko veleposlaništvo? Sam menim, da je prav, ker je zelo pomembno, da ima vsaka država urejene odnose z vsako državo, s čim večjim številom držav. In z tega vidika je treba podpreti pobudo, da ima Izrael svoje veleposlaništvo tudi v Sloveniji in se tega veselite. Po drugi govorimo z vidika nacionalnega interesa. Po drugi strani pa spet ne razumem, danes sem videl, kako vabijo vsi na štrajk na dan otvoritve pred veleposlaništvo. No, človek res ne razume. In bi si želel, da bi Slovenija postala res eno normalna evropska država. Tako,
kjer bi lahko bili, se mi nič ne moti, če so skupine, ki gledajo drugače na Izrael, pa Bog pa ne daj, da so antisemitske, ne? In da podpirajo druge skupine. Ampak moramo imeti pa vendarle pravico do sožitja, ko govorijo pa na tej mednarodni ravni, pa na ravni diplomacije. Ja, da imamo pa vsaka država pravico in svobodo, da če se vodstvo neke druge države in vidijo skupni interes v določenih stvareh, da se vzpostavijo uradni diplomatski odnosi. In koliko raže poslovati, če imamo v Ljubljani čim več veleposlaništev, kot če moramo hoditi v Bruselj ali pa na Dunaj ali pa v Zagreb. Se tudi imamo ogromno gospodarskega sodelovanja, pa znanstvenega z Izraelom. Ne? Zdravniki so hodili operirati naše otroke v Sevlo, tam so bili pa dobri. Ja. Dobro, zdaj, kar se tiče sprememb, jih je kar nekaj, ta nova vlada uvaja nekaj sprememb, so tudi spremembe, ki se dotikajo duhovnikov, pravzaprav, ne. Ministrstvo za kulturo spreminja zakon o verski svobodi, neuradno naj bi zvišali kritje prispevkov za verske uslužbence, nazaj bi jih vrnili na 100% kritje. Vmes pa je bilo nekaj časa do zdaj, ko je vladala levica in levičarji, 42% kritje. Kakšno je vaše mnenje? Kaj zdaj pomeni to, da nekdo vam kot duhovniku v celoti krije te socialne prispevke? Veste, mi duhovniki smo zavarovani socialno in pokojninsko po najnižji možni tarifi, a ne? Tako da gre za relativno majhno vsoto. Pa ne govorimo samo o katoliških duhovnikih. Tudi če sem prav prebral novelo, gre za vse verske delavce. To so tudi duhovniki pri nas vseh registriranih verskih skupnosti in tudi drugih verskih delavcev, ki delajo v teh ustanovah. Ampak če se ozreva samo na katoliške na kratko. Poglejte, katoliški duhovniki poleg vzgojnega dela opravljamo še dobršen del vzdrževanja in obnove naše stavbne dediščine, iz tega vidika torej sakralne dediščine. Večina naših slovenskih župnišč je starih, so kulturni spomeniki, z izjemo tistih, ki so jih med vojno ali po vojni požgali in jih torej ni več in potem so večini nastale druge zgradbe. Tudi vse naše cerkve so kulturni spomeniki. Vzdrževanje in obnavljanje teh objektov z redkimi izjemami sloni na organizacijskem delu duhovnikov in določene skupine vernikov, finančno pa skoraj izključno na hrbtu naših vernikov, največkrat na hrbtu preprostih in ubogih vdov, kot je že v Svetem pismu. In če država marsikomu priznava različne statuse, ne, tudi širše, kot bi nam katoliškim duhovnikom, se mi zdi, da je prav, da verskim delavcem tudi s tem simbolno prizna njihovo vlogo v družbi in da pokrije. Je pa tako, ne, če se malo šalimo. Veste, vi ste mene vprašala, tako kot bi lačnega psička vprašala, če bo meso jedel. A ne? Ja. Ampak povem pa samo... Vi ste pristranski v tem, ampak me zanima res vaše mnenje. Načelno pa to povem. Ne? Večina dela, ki ga mi naredimo, je brezplačno. Ne? To morda ljudi. Mi, duhovniki, živimo izključno od darov vernikov. Se pravi, tisti dar, ko je, mi rečemo, dar za mašo, to je 23 €, pa lahko zračunaš krat 30, boste hitro prišli, koliko je naš bruto in neto dohodek. In zdaj, hvala Bogu, dobršen del tega za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Včasih smo ga plačevali sami, fizično duhovniki, zdaj imamo pa te sklade, ko dajemo na škofijo in zdaj nam škofije plačujejo to pokojninski prispevek. Se mi zdi, da bi bilo dober pokazatelj, da naša slovenska družba ceni delo verskih delavcev. Mislim, da smo v Sloveniji toliko pametni, da lahko mirno rečemo, da nimamo nobenega
fundamentalizma med duhovniki in temi niti ne islamskega, hvala Bogu, tako kot je po mnogih državah, tako da država bo že poskrbela, da ne bo torej posredno financirala fundamentaliste. Je pa razlika v statusu, tudi vi ste bili vojaški duhovnik, vi kar takrat ste bili pa drugače zavarovani. To se pravi, če nek duhovnik tudi dela ali pa ima drugačno kariero, pa to za njega bolje. To se pravi, tistih par duhovnikov pa pastoralnih asistentov, laiških teologov, ki delajo v vojski ali pa policiji, dobijo ali pa v zdravstvu malo drugače. Ja, redovnice, ne? Ampak one delajo čisto kot medicinske sestre, se sploh ne ve, da so redovnice, niso v redovniški uniformi. Opravljajo čisto profesionalno delo medicinskih sester ali pa kaj podobnega. V vojski smo popravljali pa delo vojaških duhovnikov in zato je v skladu s sporazumom smo prejemali plačo in je bila solidna plača in seveda so bili prispevki tudi plačani glede na procent, se poznamo te zgodbe. Podobno je tudi s profesorji na teološki fakulteti, morda še v kakšnih arhivih pa kje, vse ostalo pa gre po tem principu, da smo si sami plačevali zdravstveno in pokojninsko, zdaj nam pa preko sklada, v katerega spet mi dajemo, da je lažje plačevati, to plačuje ponavadi škofija ali pa redovne skupnosti. No, še ena zanimiva stvar se dogaja, namreč lahko smo brali, da se papež Leon XIV odpravlja in 27. septembra bo na apostolskem obisku v Franciji, obiskal bo tudi romarsko središče Lourdes. Zdaj pa vprašanje, oziroma tema vprašanja za nas v Sloveniji je zanimiva zato, ker seveda zdaj napovedujejo v Lourdesu, pa tudi drugje so to že storili, prekrili bodo mozaike gospoda Rupnika. V Sloveniji pa nismo, ne. Recimo, so cerkve, ki pač imajo še vedno te mozaike. Kako vi gledate? Bi morali tudi mi prekriti te mozaike? Tarbski oziroma lurdski škof je rekel, da bo to prekril v bistvu ne toliko zaradi obiska, to bo samo prilika, ampak bolj zaradi tega iz spoštovanja do žrtev, ali pa morebitnih žrtev, ki so bile storjene in trpljenje, ki je bilo povzročeno strani Marka Rupnika, če je bilo zato, da oni, ko pridejo v to svetišče, jih ne bodo te slike, ti mozaiki na vhodu, tukaj ste pokazali to podobo, kjer so te slike, da jih ne bi motile, da ne bi bili prizadeti in da bo potem to ostalo trajno. Pokrito, trajno, trajno, tudi vnaprej. Bomo videli, kakšni bodo dokončni spleni teh sodnih mlinov, ki potekajo v zvezi z Markom Ivanom Rupnikom. Zdaj tukaj je to seveda relativno preprosto pokrit, ker so te ravne niše, v katerih so ti mozaiki. Medtem ko v nekaterih cerkvah po svetu, tudi v dobršnem delu slovenskih cerkva, ker so pa ti veliki mozaiki, ki so v bistvu kot oltar. In so ponavadi po prezbiteriju v teh lokih, pa po strani in dejansko je skoraj neizvedljivo to zakriti. Prekriješ oltar. Prekriješ oltar, v bistvu. Prekriješ tabernakel, prekriješ vse. Tako da očitno so se slovenski duhovniki, župniki, kjer imajo take cerkve, odločili, da zaenkrat ostanejo. Pa kar je konec koncev tudi prav, da ker ni možno zakriti, do tistega časa, ko se bo videlo, kaj vse je bilo to, rekla, ko bo zgodba dobila sodni epilog. Sodni epilog. Tako, ki traja. Škof v Lourdesu se je seveda suvereno odločil, je tudi prav in ga podpiram, glede na to, da je to kraj, kamor prihaja milijon ali še več milijone romarjev, tako rekla, vsako leto, da jih ne spominja na kaj takega, sploh ne pa žrtve. Ali o tem v Sloveniji sploh še teče debata, tudi med verniki? Recimo, oltar je odkrit, pridejo, koga to moti, reče, to bi pa morali pokriti. Kako je s tem? Veste, ta tiha debata vedno teče. Vedno teče, med nami duhovniki in tudi verniki. Ampak mislim, da je približno tako vedno sklene, kot sem v prejšnjem odgovoru sam skušal povedati.
da nekaterih stvari pač fizično ni možno še rešiti in ko bo pa prišlo do sodnega epiloga, se bo pa dejansko tudi verjetno odločilo, kaj bo z vsemi temi narediti. Morda bodo obstale kot umetniški del, ne. Tudi skozi zgodovine vemo, da so nekateri umetniki so bili, da rečemo po domače, svojega denarja vredni, ne, so bili obsojeni za razne zločine, pa jih vidimo kot velike umetnike in morda bo kaj takega pretehtalo. Je pa zelo odvisno od posameznih škofov in duhovnikov, ne, in vernikov. No, zdaj, namesto tihe debate imamo mi vsako leto pa glasno debato, bolj ali manj glasno. Tudi zdaj se približuje Mali Šmaran, imeli smo veliki Šmaran 15. avgusta, ki je bil tokrat na vikend, pa ni bilo te debate, ne. Zdaj seveda vprašanje je nevernikov, ne, zakaj je to dela prost dan, 15. avgust, ne, zakaj pač verniki v državi, kjer je cerkev ločena od države, ne praznujejo v nekem svojem intimnem okolju, zakaj imamo vsi prost dan, čeprav je Ustavno sodišče dejalo, da je to upravičeno. Da je to, kako vi gledate na to? Je bilo kaj v zvezi s tem debate? Dobro, Mali Šmaran 8. september je pa seveda delovni dan. Ne? Zdaj, to je tudi stara debata. Lahko se vprašamo, zakaj pa 2. januar dela prost dan? Ali pa zakaj ni dan priključitve državni dela prost dan? Pa zakaj ni dan vrnitve Primorske dela prost dan? Ampak je samo državni praznik. In se da debatirati, ali pa zakaj ne naredimo recimo ta sporni dan upora, a ne? Ga ne prestavimo na dan, ko so se tigrovci uprli, in bi ohranili spominski dan in ga postavili v okvir pravega datuma, ne pa spornega datuma, pa bi bil lahko ravno tako prost dan, ali pa da bi dan upora razglasili, ne vem, 24. junija, en dan pred državnim praznikom dneva državnosti, ko se je to res začelo upirati vso močjo, ker so tanki že prišli. Tako da vedno te debate potekajo. So pa seveda izhaja iz starega vzorca, ki se še vedno vleče, tega vzorca protikatoliškosti in protikrščanskosti. Ne sem protikatoliškosti, ker je tudi državni praznik Primoža Trubarja, ne? Pa dela prost dan. Lejde, tudi nekatere države na zahodu, na Bavarskem, v Nemčiji imajo, v Avstriji, v Italiji imajo te glavne cerkvene praznike, ko dela proste dneve. In se mi zdi, da je prav, da se tudi praznovanje ali pa te velike praznike večine prebivalstev spoštuje. Tudi sam se spomnim, recimo lani, ko je bil pa veliki Šmaran na petek, pa prejšnja leta, ko sem bil gor na naši podružnici na gori Malenskem vrhu, po maši, ko je bilo zjutraj skoraj 2000 ljudi, tam na enem hribu so popoldne prihajali še mnogi drugi, ki so mi rekli, da ne hodijo k maši, da niso verni, ampak da za ta praznik pa morajo iti v eno cerkev, ne? Marijino cerkev. Skratka, v tej naši slovenski duši ni pa v duši problem, kako bi rekel, temeljni problem odzadaj je pa tudi to, da nekateri nasprotniki so vedno glasni in se jih forsira, objavlja večina dobro mislečih, pa si misli svoje, redko kdaj pove, nikoli se jih pa njihovega mnenja ne privzdigne. No in seveda za konec poglejva, da v Sloveniji, pa tudi v Ljubljani res veljajo dvojna merila. Namreč naš košarkar Luka Dončić, ki ga vsi cenimo in spoštujemo in smo nad njim navdušeni, je seveda prišel v Slovenijo, svoje prijatelje iz kluba Lakers od Jezernikov, bi lahko rekli, je pripeljal, pokazal jim je Slovenijo. Ko so prišli v Ljubljano, so praktično peljali z vozili po Nazorjevi cesti, ne? In takole so ljudje to komentirali, zdelo se jim je to popolnoma neprimerno, tudi Ljubljančanom. Čeprav imamo radi Luko Dončića, ne? Poglejmo.
Torej, seveda, marsikomu se je ta konvoj črnih Mercedesov, v katerih so bili športniki, ki so fit, ki lahko hodijo, zdel popolnoma nepotreben. Nekdo je celo zapisal, res smo banana država, ne? In nejevolja je bila popolna. Zdaj, za konec lahko jaz sama dodam, ker tole me res moti, ne? Da so vsi te črni Mercedesi, ljudje so celo rekli, da je Dončić v bistvu pokazal tujcem ljubljansko čaršijo, ne? Tudi na vseh teh, to je bila zbrana ljubljanska čaršija iz Beograda pravzaprav. Vozili so pa po slovenski himni, ne? Tole je začetek te Nazorjeve. Tudi tu čez himno se je ta čaršija, pa ti tujci nevede so se zapeljali. To se meni zdi pa sramota. Da imamo himno na tleh, da v bistvu pridejo neki tujci, konec koncev dobro, Dončić v redu, ampak to je pa tudi vseeno. A mora res prekršiti vsa pravila? Jaz se strinjam z vašim komentarjem. Od tega, da hodimo po naši himni in se peljemo, do tega, da še nisem videl, da bi se kakšen predsednik države peljal po Čopovi, ne? Kot gost našega predsednika ali predsednice. Tako da šlo je gotovo za nekaj posebnega, za kar bi si človek želel, da naj ne postane vzorčno. Mislim, da ti športniki niso tako varovane osebnosti, da ne bi mogli se sprehoditi teh par 100 metrov ob svojih varnostnih, ki jih imajo, tako da gotovo gre za dvojno merilo. Bi pa še povedal tudi to, ko sem slišal, kako se pripravlja tam na Trgu Republike nek pomnik slovenstvu, ki ga tudi želijo v tla postaviti, pa z nekimi lučkami. So stvari, ki imajo svoje mesto in so stvari, ki morajo cveteti. Jih je treba postaviti tako, da ohranjajo čast in dostojanstvo. Tako da bi si tudi želel, da bi tisti spomenik, ki bo, tudi če bo na Trgu Republike, zdaj bom malo ironičen, malo večji od spomenika revoluciji, ki še vedno tam stoji. Ravno to piše v razpisu, da ne sme po velikosti ogrožati. Ampak vi ste bili udeleženi v vojni za Slovenijo. Kako se vi počutite? Pa mislim, da nisem edini, ki se počuti nelagodno, vsaj nelagodno. To je zelo mil izraz ob dejstvu, da je vse tisto, proti čemer smo se borili, in je prineslo revolucionarno nasilje z rdečo zvezdo, in to lepo piše na tem spomeniku, tega še vedno ni mogoče zanikati, vsi, ki imamo, in še pri ostalih kipih tam, da zdaj bomo pa spomenik slovenstvu, bo pa nekaj tako skromnega, ali pa bo samo z lučkami, ki bodo svetile. V tleh pa občasno svetile. Da bomo hodili in tlačili te Slovence. Ja. Veste, ker potem je treba, če gremo po istem načelu, je treba vse tisto vrniti tam v prvotno stanje, tisti Nunski vrt, in pripeljati nazaj vse rimske izkopanine, ki so bile tam izkopane in uničene. Ja. In je potem nastala ta vzorčna ploščad, ki je bila podobna po vseh glavnih mestih republik bivše države. Približno. Tako da trdim, da še vedno premalo cenimo svojo državo, svojo samostojnost, svojo državnost in svoj narod. In seveda vključno z vsemi, ki živijo v tej naši državi. In da bo treba postaviti nek spomenik, ali ga imenujemo slovenstvu ali slovenski državi, ki bo presegal vse, pa tudi če bi to bila Plečnikova katedrala svobode, pa zdaj ne mislim v tem političnem smislu. Ja, tisti poslopje parlamenta, ki ga tudi ni. So stvari, ki monumentalnost kaže pomembnost, ki jo dajemo tisti zgodbi. Ja, slovenstvo je zamrlo s komunistično revolucijo. Tako, žal. Doktor Jože Plut, tu bova postavila piko. Hvala. Hvala za vabilo, lep večer in dan, kadarkoli boste poslušali vsem skupaj. In hvala za pozornost. Nasvidenje.